Kaj počne Evropska komisija in zakaj je to pomembno? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. V prejšnjih novicah smo si pogledali postopek imenovanja in samo sestavo Evropske komisije. Danes pa bomo nekaj pozornosti namenili delu te institucije, ki smo jo v eni izmed preteklih epizod šaljivo poimenovali Mama Evropske unije. Na ravni Evropske unije je komisija najbližje temu, kar v posameznih državah razumemo kot vlado. Evropska komisija je edina neposredna pobudnica evropske zakonodaje. Se predlaga zakonodajo v parlamentu in svetu Evropske unije. Predlogi, ki jih odda, se v glavnem tičejo varovanja skupnih interesov Evropske unije in njenih prebivalcev. O interesih posameznih dejavnosti, lobijev ali držav članic Evropska komisija ne odloča in se z njimi ne ukvarja. Ko je zakonodaja sprejeta in jo posamezne države članice implementirajo, je komisija odgovorna za spremljanje, ali se predpisi Evropske unije uporabljajo pravilno in pravočasno. Komisija je torej varuhinja pogodb. Komisija tudi redno vrednoti, ali so predpisi Evropske unije prinesli želene spremembe za evropska podjetja in državljane. Evropska komisija ima aktivno vlogo pri razvoju skupne strategije Evropske unije ter pri oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije, ki jih oblikuje skupaj z drugimi institucijami. Redno ocenjuje in poroča o svojih politikah. Evropska komisija predlaga in izvršuje tudi proračun Evropske unije ter opravlja programe financiranja. Evropska komisija je tista, ki nosi končno odgovornost za upravljanje proračuna Evropske unije. V praksi do 80% proračunskih odhodkov upravljajo države članice v okviru deljenega upravljanja, zlasti na področju kmetijstva, gospodarske rasti in zaposlovanja v regijah Evropske unije. Različne oblike medsebojnega nadzora zagotavljajo, da se odhodki v okviru deljenega upravljanja upravljajo na primeren način in v skladu z veljavnimi predpisi. Evropska komisija je tudi zastopnik Evropske unije v političnih zadevah na svetovni ravni. Predstavništva ima v vsaki izmed držav članic in v 139 državah po svetu. Pristojna je za pripravo evropske razvojne politike in učinkovito zagotavljanje pomoči v svetu. Člani morajo preučiti razmere in težave, razumeti številne interesne skupine, komunicirati z ekonomsko-socialnim odborom in odborom regij, sodelovati z nacionalnimi parlamenti in vladami ter nenazadnje vzdrževati odnos z javnostjo. Vsaka komisija, ki ima mandat 5 let, si zastavi tudi prednostne naloge. Za čas do leta 2024 si je komisija zastavila 6 prednostnih nalog. Evropski zeleni dogovor s ciljem postati prva podnebno nevtralna celina, tako da bo postala moderno, z viri gospodarno gospodarstvo. Evropa pripravljena na digitalno dobo, katere namen je z digitalno strategijo opolnomočiti ljudi z novo generacijo tehnologij. Gospodarstvo za ljudi, kar pomeni, da mora Evropska unija ustvariti privlačnejše okolje za naložbe in rast, ki omogoča kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade in mala podjetja. Močnejša Evropa v svetu, s ciljem, da okrepi svoj glas v svetu z zavzemanjem za multilateralizem in svetovni red, ki temelji na pravilih. Spodbujanje evropskega načina življenja, kar pomeni, da mora Evropa zaščititi načelo pravne države, če se želi zavzemati za pravico in temeljne vrednote Evropske unije. Nova spodbuda za evropsko demokracijo. Komisija si je zadala nalogo, da Evropejcem in Evropejkam da več besede in zaščiti demokracijo pred zunanjim vmešavanjem,
kot so dezinformacije in sovražni govor na spletu. In naknadno, ko so bile te obširne prednostne naloge že zastavljene, je udaril še COVID-19. Odgovor komisije na pandemijo pa je načrt okrevanja za Evropo. Komisija zagotovo nima lahkega dela. Že našteti vse prednostne naloge je bilo naporno in verjamem, da spremljanje tudi. Spočijte se do naslednjič. Lepo se imejte in pazite nase.